Moje ime je Franč Kruba, predstavil vam bom inštrument, ki se imenuje lončeni bas. Lončeni bas je bil v preteklosti razširjeno glasbilo v vseh slovenskih pokrajinah, za to glasbilo obstajajo različna poimenovanja. V Beli krajini ga imenujejo godalo ali dupljenjak, na Dolenjskem lončeni bas, baston, boben, duda, muga, v Prekmurju dida, duda, zalonec, brundanje, medved, vuk, vukač, na Štajerskem moga, kuga, mihurjeva muzika, na Primorskem pa pinja. Kot vse slovensko poimenovanje pa obstaja ime za to glasbilo lončeni bas, ki pove, da je sestavljen iz gline in da se uporablja za bas. Narejen je iz glinastega lonca, ki ima čez odprtino napeta opna iz svinjskega mehirja, na srednji opne pa je tanka, gladka palčica, ki je dolga 30 cm. Palica je privezana na mehir, tako da se ne predre. Lončeni bas igramo na več načinov. Godec ga lahko postavi predse, na mizo, ga drži pod levo pazduho ali obešen ga na ramo in drsa s stegnjeno dlanjo ali pa z prsti. Ko igra godec na bas, s palčico mora imeti pri sebi posodico za vodo, da si navlaži roke, sicer mu ne drsi pravilno, mehurja pa ne sme zmočiti. Lončeni bas največkrat uporabljamo kot spremljevalno glasbilo, ki daje ritem plesnim in melodijam, kot so polka in valček. Pomembna značilnost tega inštrumenta je tudi, da so ga najpogosteje izdelovali na tistih območjih, kjer je doma veliko gline. Ta območja pa so Bela krajina, Dolenjska in Pomurje.